Ja, dosti krat, ko si v iskanju te ideje, ti misel na to sploh ne gre iz glave. Tako da, ko si doma na kavču, ko si ob kosilu, ko greš spat, zbudiš se, prej glava skozi išče to rešitev. Ne zavedno, ker je pač to nekak tvoj posel, tvoja profesija in je na to navajena. Tako da, to je ena stvar, ki nima neke tehnike, po kateri bi pravzaprav prišel do ideje. Obstajajo pa recimo, če pa je čas za kak skupinski brainstorming, kjer je lahko prisotna širša ekipa, se pa dostikrat poslužim načina 3 krogov, kjer zunanji krog pomeni ideje na prvo žogo, ki vsem bruhajo takoj in jih vsi dajo na mizo in se zapišejo na tablo. To navadno pride v zelo kratkem času do zelo veliko idej, kjer pa običajno niso vse dovolj kakovostne. Potem se pogleda, ali je katera od idej, ki je prišla v prvem krogu, dovolj močna, da gre v drugi krog. Če ja, jo prestavimo tja in delamo dalje na njej in razmišljamo o novih idejah, ki so dovolj močne za drugi krog. To je dobro zato, ker smo vse ideje na prvo žogo, ki mora biti nekomu ostajajo v glavi in si mislijo, to je super ideja, dokler je ne povejo, pa je mogoče kdo drugi ne postavi pod vprašaj in tako dalje, je to super tehnika, zato ker se sčistiš. In potem v drugem krogu pogledamo, ali je morda katera ideja za v prvi krog ali ni in potem delamo na tisti prvi. To pa je zelo, zelo težko, ker smo vse atribute, vse ase, ki so se pojavili hitro, smo že dali na mizo in rekli, da niso dovolj. In tam se potem začne resno delo iskanja, kreiranja neke ideje, ki je navadno tudi bistveno močnejša od vseh v drugem in vseh v prvem krogu skupaj.